Spoštovane gospe in gospodje, cenjena ministra, gospod Zdravko Počivalšek in dr. Anže Logar, veleposlanik, gospod Oto Pungartnik, generalni komisar, gospod Matic Vovk, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, Tibor Šimonka, gospa Ksenija Flegar, generalna direktorica Direktorata za turizem, Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ilona Stremecki, vršilka dolžnosti direktorice Slovenske turistične organizacije in seveda direktor slovenskega paviljona, gospod Žmavc in vodja programa na Expu, gospa Anuša Gaši. Dragi prijatelji, Slovenke in Slovenci, Expo 2020 je največji svetovni dogodek zadnjih let, pravi praznik prijateljstva in sodelovanja. Na ulicah tega mesta v mestu se prepletajo govorice z vsega sveta, a vsak dan je ena v ospredju. In danes je to naša, slovenska beseda. Slovenski nacionalni dan na Expo 2020 sovpada z našim kulturnim praznikom. Sovpada z dnem, ko so v Sloveniji vrata muzejev, knjižnic, galerij in dvoran vseh vrst na stežaj odprta in vabijo k odkrivanju ustvarjalnosti številnih rodov slovenskih umetnikov. Del te izjemne dediščine danes delimo z obiskovalci Expa 2020, saj te dni gostimo vrsto mladih ustvarjalcev, ki barvajo naše dogodke na Expu že vse od 4. februarja. Osrednji koncert v čast Republiki Sloveniji se bo odvil danes ob 16. uri na osrednjem trgu Expa Al-Vasl, kjer naši gostujoči umetniki že čakajo na svoj nastop. Je pa z nami tu danes na Trgu Evrope ambasador Evropske kulturne prestolnice Gorica 2025, Izak Hrovatin. Izak s svojo mladostjo pooseblja mlado državo Slovenijo, z življenjem in udejstvovanjem na obeh straneh državne meje pa našo vpetost v širše evropsko okolje. Izak se je dopoldne na uradni slovesnosti v čast Sloveniji predstavil v vlogi napovedovalca, zdaj pa ga bomo slišali še v vlogi pianista. Izak, izvoli. Izaku hvala
Zdaj pa pred mikrofon vabim generalnega komisarja Republike Slovenije za Expo, gospoda Matica Vovka. Spoštovana ministra, gospod Zdravko Počivalšek in dr. Anže Logar, spoštovani veleposlanik, gospod Oto Pungartnik, predstavniki gospodarstva, obrti, drage državljanke in državljani. Danes je za Slovenijo pomemben dan, dan, ko praznujemo slovenski nacionalni dan. Tudi zaradi tega se mi zdi pametno, primerno in pa spoštljivo, da danes govorimo o slovenskem jeziku. Slovenija danes praznuje. Praznujemo v Sloveniji in praznujemo v Dubaju. Praznujemo na dogodku, ki se je v osnovi začel približno 150 leti. Prvi Expo je bil namreč izpeljan leta 1851 v Londonu in je skozi svojo zgodovino za seboj pustil neizbrisen pečat. Recimo leta 1889 je za potrebe Expo v Parizu bil zgrajen Eiffelov stolp. Bili so še številni drugi izumi, ideje in pa storitve, ki so bile prezentirane na Expo in so potem del našega vsakdana. Verjamem, da bo tudi tale Expo, ki ga danes obiskujemo in katerega del smo, tudi v prihodnje zapisan v zgodovino. Zapisan je v zgodovino že v tem trenutku, saj na njem sodeluje preko 190 držav, saj imamo preko 82 samostojnih paviljonov in imamo največjo površino, ki je v Sloveniji recimo primerljiva s površino Velenja. Vse to nam prezentira, o kakšnih količinah in o kakšni veličini dogodka govorimo. In vesel sem, da je Slovenija del tega dogodka. Ko smo 5 let oziroma 6 let nazaj podpisovali sporazum o sodelovanju, zato je zaslužen minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, ki je kot drugi po vrsti podpisal pristopni sporazum, ki nam ne nazadnje omogoča, da imamo to strateško lokacijo, tik ob enem izmed glavnih obhodov in ki je v povezavi z zagotovo zanimivim in pa privlačnim paviljonom, paviljon, ki pritegne poglede in ki je zanimiv za širšo populacijo. Pa vendar ni samo zunanja lepota paviljona tista, ki nas tukaj prezentira. Imamo zelo dinamičen, imamo zelo raznovrsten in zelo zanimiv program. Slovenija se je tokrat odločila, da bo prezentirala gospodarstvo in turizem in mislim, da nam to zelo dobro uspeva. Do tega trenutka smo imeli približno 400 tisoč individualnih obiskovalcev, imeli smo približno 80 podjetij, ki so se prezentirale preko različnih poslovnih paketov, imeli smo 15 poslovnih delegacij, vse skupaj pa načrtujemo preko 350 slovenskih podjetij, ki bodo tukaj v obdobju 6 mesecev. Vse to nam daje neko dobro osnovo za naprej. Slovenija kot izvozno naravnana država mora stremeti k odpiranju novih trgov in iskanju rešitev in pa priložnosti za slovensko gospodarstvo. Zato sem vesel, da se je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s predstavniki vlade odločil, da bo paviljon po tem Expo ostal v Sloveniji, v Dubaju in postal nekakšno gospodarsko središče za združevanje, za povezovanje in pa za srečevanje vseh Slovenk in Slovencev. Mi smo v preteklosti že organizirali določene dogodke, na katerih smo se zbrali v velikem številu. Vesel sem, da nas je tudi danes tukaj ogromno, ne samo iz Slovenije, ampak tudi tukaj živečih in verjamem, da bo tako tudi naprej. Mi se bomo še naprej trudili, da bo naš program kar se da zanimiv, kar se da dinamičen in kar se da atraktiven. Vse vas lepo vabim, da tudi v prihodnje obiščete slovenski paviljon. Tukaj boste z moje strani in pa strani moje čudovite ekipe zagotovo lepo sprejeti, a ne glede na to, boste prišli v sklopu poslovnih delegacij, individualnih obiskov ali v sklopu turističnih predstavitev. Želim vam, da imate čudovit dan, želim vam, da preživite preostanek dneva z nami, kasneje na Alvaslu, predvsem pa vam želim, da ostanete zdravi. Hvala. Večkrat smo, ko je govora o predstavitvi Slovenije na Expo 2020 dejali in se spomnili na vlogo človeka, ki je leta 2016 podpisal dogovor o sodelovanju Slovenije na tem izjemnem dogodku. Spoštovani minister, gospod Zdravko Počivalšek, večkrat smo se vam zahvalili za dosedanjo podporo ideji, da se Slovenija tesneje umesti v državo, ki gosti Expo 2020. Danes se vam simbolno še enkrat zahvaljujemo z naslednjim aplavzom. Zdaj pa vas vabim še k besedi. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci,
Spoštovani kolega minister dr. Anže Logar, generalni sekretar gospod Matic Vovk, predsednik gospodarske zbornice, gospod ambasador Oto Pungartnik, vsi ostali prisotni. Moram povedati, da sem vesel, ko se vračam v Dubaj, ker po nekaj letih, čeprav sem vmes kontroliral to, kaj naši fantje in dekleta počnejo. Vesel zato, ker smo leta 2016 sprejeli odločitev, da se tukaj predstavimo s svojim paviljonom iz dveh razlogov. Prvič, zato, ker želimo dvigniti gospodarsko sodelovanje Slovenije s tem delom sveta z zalivskimi državami, in drugič, zato, ker želimo Slovenijo bolje predstaviti v arabskem svetu. Jaz verjamem, da nam je to v največji meri uspelo. Seveda pa me veseli, da smo danes tukaj zbrani na dan, ko nas ta praznik Slovence povezuje, in se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki ste aktivno prispevali k temu, da naše delo tukaj na paviljonu v smislu predstavitve odlično teče. To so podjetja, to so državne inštitucije, vlada, če hočete, to so turistične organizacije in pa občine iz Slovenije. Seveda pa ne morem mimo našega odličnega tima, Expa, tukaj v Dubaju, ki je zaslužen za to, da se ta ideja, ki smo jo takrat sprejeli, v praksi v najboljši meri tudi realizira. Kot sem povedal, je osnovni namen naše predstavitve spodbuditi gospodarsko sodelovanje, zato ker je Slovenija samo toliko močna, koliko je gospodarsko močna. In verjamem, da so vsa slovenska podjetja do zdaj, pa tudi v bodoče, da bodo dobro izkoristila to priložnost. In verjamem, da bo na tem temelju prišlo do tega, da bomo skozi našo odločitev, da ta dom preselimo oziroma ga prestrukturiramo v dom slovenskega gospodarstva v zalivskih državah in pa dom slovenske skupnosti tukaj v Dubaju, da bo ta odločitev naredila temelj vsemu temu, kar smo z odločitvijo za naš paviljon tudi zastavili. Jaz vas vse skupaj vabim ob 4 na koncert na trgu Al-Vaxel tukaj v neposredni bližini, ker bomo lahko še naprej predstavljali Slovenijo v najlepši luči. Najlepša hvala in uživajte. Slovenija se je v zadnjem letu sočasno pripravljala na 2 zahtevna mednarodna projekta. Enemu smo priča tu, drugega pa smo več kot uspešno sklenili konec lanskega leta. Drugo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, ki je potekalo v drugi polovici leta 2021, se je odvijalo v zahtevnih razmerah, a je bilo za ekipo, ki jo je vodil minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar, več kot samo obvladljiv izziv. Zmogli so ga s sloganom najizkušenejših gostiteljev, tudi ta dosežek pa si danes zasluži iskren aplavz. Zdaj pa k mikrofonu lepo vabim vodjo naše diplomacije, ministra za zunanje zadeve, gospoda dr. Anžeta Logarja. Prosim. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to attend the Slovenian National Day, the very day on Expo, which is organized on the Day of Slovenian Culture. And as our language is our strongest historical asset, let me allow to continue in Slovenian language. Spoštovani, veseli me, da z vami praznujemo Nacionalni dan Slovenije na Expo in to prav na ta kulturni dan. Slovenci smo močno zavezani kulturi. Po eni strani njenemu zgodovinskemu prispevku k oblikovanju naše države, ki je lani praznovala 30-letnico samostojnosti, letos pa 30-letnice vzpostavitve diplomatskih stikov.
po drugi strani pa njeni dragoceni vlogi pri krepitvi mednarodnih odnosov. Expo predstavlja lep zgled pri umeščanju kulture trajnosti in družbene vključenosti v stičišče javnega prostora. Z nami je mednarodno leto kreativnega gospodarstva za trajnostni razvoj pod okriljem UNCTAD. Združeni arabski emirati in Slovenija smo bili med njegovimi najmočnejšimi podporniki. V času predsedovanja Svetu Evropske unije je Slovenija posvečala veliko pozornost digitalnemu in zelenemu prehodu kot temeljnega gospodarskega okrevanja. Visoko med našimi prioritetami je bil tudi razvoj in uporaba umetne inteligence, ključno z vzpostavitvijo regularnega okvira zanjo. Zavzemamo se za standarde, ki bodo v središče postavljali človeka, njegovo varnost in zasebnost, hkrati pa bodo ohranjali odprt trg digitalnih storitev in čezmejne tokove podatkov. V okviru tega zelenega prehoda si Slovenija prizadeva za doseganje podnebnih ciljev Evropske unije do leta 2030 in 2050. Predvsem si prizadevamo za ambicioznost, ekonomičnost in pravičnost porazdelitev bremen. Zeleni prehod za gospodarsko predstavlja priložnost, pri čemer je ključno, da okoljske zaveze sprejme čim večje število držav. Mednarodna trgovina je win-win situacija. Situacija v dobrobit obeh strani, upoštevajoč seveda trajnostni razvoj. Še več bi se morali angažirati na področju zaščite vrednot, vladavine prava ter splošno sprejetih standardov, ki so predpogoj za vzdržno gospodarsko rast in socialno stabilnost v vseh delih sveta. Ker mednarodno gospodarsko sodelovanje vedno bolj vodi geopolitika, opažamo vedno več primerov zlorabe gospodarske odvisnosti za politične namene, kar bo v prihodnosti verjetno eden izmed večjih izzivov gospodarske diplomacije. Eden temeljnih izzivov gospodarstva je tudi ustvarjanje dodane vrednosti. Gospodarska diplomacija spodbuja vnos novih tehnologij v slovensko gospodarstvo ter sodeluje pri promociji visokotehnoloških podjetij in industrij na tujih trgih. Ta namen si intenzivno prizadevamo za povezovanje slovenskih in tujih raziskovalnih institucij ter slovenskih podjetij. V sklopu svetovne razstave Expo v Dubaju bo zadnji mesec namenjen vodi. In prav na Svetovni dan vode, 22. marca, bomo v tem slovenskem paviljonu umeščeno v sklop Sustainability organizirali dogodek, ki bo posvečen tej tematiki. Združeni arabski emirati so pomemben gospodarski partner Slovenije tudi na področju investicij. Želimo, da se investicijsko sodelovanje med državami še okrepi. Prepričan sem, da bo nedavno vzpostavljena neposredna letalska povezava med Dubajem in Ljubljano prispevala k povečanju gospodarskega sodelovanja in seveda tudi turizma med državama. Spoštovani, slovensko gospodarstvo je pripravljeno na digitalni in zeleni prehod. OECD pravi, da je med brutalno preizkušnjo drugo najbolje prebrodilo to COVID krizo. Če k tej pregovorni odpornosti dodam še ščepec vztrajnosti in ambicij, ki je vsakemu izmed nas, ni dvoma, da je za Slovenijo prihajajoče obdobje zelene digitalne tranzicije zlato obdobje. Hvala vsem. Danes pa je z nami še nekdo, ki najtesneje povezuje državi Slovenijo in pa državo gostiteljico Expa. To je seveda Tadej Pogačar. Poslušajmo njegov pozdrav. Živijo. Žal mi je, da danes ne moremo biti skupaj v živo. Sam sem zdaj sredi priprav na dirko po Združenih arabskih emiratih, ki se začne 20. februarja, konča pa 26. Delam na tem, da bom spet dokazal, kaj pomeni ta slovenska trma in vztrajnost in da bomo lahko 27. februarja, ko prihajam na slovenski paviljon, vsi skupaj nazdravili še eni slovenski zmagi. Veliko mi pomeni vaša podpora in podpora vseh ljudi, ki uživajo v tem, da lahko kolesar iz majhne države premaga svetovne velesile. To je poseben občutek. In če je to možno v športu, mora biti možno tudi drugje.
Ponosen sem, da sem doma iz države, ki ima tako veliko spodbudnih in pametnih ljudi in presrečen bom, če se bomo nekoč sešteli v eno veliko zmago. Danes vam maham iz Sierre Nevade, že kmalu pa se vidimo v Dubaju, na našem paviljonu. Srečno vsem! Tako, Tadeja Pogačarja danes ni z nami, bo pa obiskal slovenski paviljon 27. marca, dan po dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer verjamemo, da ga bomo pozdravili kot zmagovalca dirke. Vsem slišanim mislim bomo zdaj zavezali pentljo s še enim glasbenim nastopom Izaka Hrovatina. Izak, podij je tvoj.